Takole, teorija zarote je še vedno neka enigma, s katero se nismo dostojno soočili. Kljub temu, da se je recimo v zadnjem letu, pa še malo, Tomaž Grušovnik, filozof, mislim, da je na Primorski univerzi, trudil, njegova predavanja, ekspozeji, intervjuji so dovolj dobri. Tisto, kar se mi zdi, da mu manjka, je interpretacija, zakaj se pojavlja teorija zarote. In na tej točki se mi zdi, da jaz lahko dodam nekaj, kar je on izpustil oziroma je napačno interpretiral. Zdaj, ali je prav interpretiral ali napačno, je to stvar subjektivne presoje. Ampak meni se zdi, oziroma imam popolno prepričanje, da je moja dodana vrednost, ta psihoanalitična interpretacija nekaj, kar lahko pomaga narodu, da se strezni, tistim anticepilcem lahko nalijem pelina ali pa čistega vina, ali pa čiste vode, je vseeno. Ampak narod, ki ne verjame v znanost, se mora strezniti. In zato snemam tale video o konspiracionizmu ali pa zarotologiji, če se po slovensko izrazim. Se pravi, psihoanalitično nameravam interpretirati teorijo zarote. Tukaj sem si pripravil nek PowerPoint, zato, da bi bil bolj nazoren. Torej, moja ideja je, želja, hotenje, da predstavim razumevanje teorije zarote, dodana vrednost pa je psihoanalitična interpretacija. Želim odgovoriti na vprašanje, zakaj ljudje verjamejo, pa nekateri, ki to gledate, verjamete v teorijo zarote. Teorija zarote ima določene značilnosti. Dobro je, da tole malo sami berete. Jedro ali pa temeljna značilnost vseh, tako rekoč, teorij zarote je zaznavanje skrivnostnega dogajanja, nekega načrta, nekega namena, ki pa mora imeti, to mogoče Grušovnik izpušča, senzacionalističen pridih. Če je neko dogajanje zgrešeno, tako rekoč zapade v teorijo zarote, in če nima senzacionalističnega, epohalnega pridiha, vse takoj ugasne, utone v pozabo. Ta pridih, senzacije, daje celi teoriji zarote adrenalin, nek poseben užitek, ko ljudje, ki se ujamejo v to teorijo zarote, so tako rekoč ukleščeni in ne morejo ven. Pomemben segment teorije zarote, vseh teorij zarote je, in na to je opozarjal že Freud. Ni govoril o teorijah zarote, ampak na Freuda bom potem prešaltal. Govoril pa je o bizarnosti in o grotesknih prepričanjih, grotesknih, bizarnih videnjih, razlagah, torej teh razlagah oziroma teorijah zarote bi se danes reklo, neke ideje, neka dogajanja, neka stanja, določeni tipi ljudi, ponavadi so to eni in isti. Razumevajo na bizar način. Vse, kar oni razložijo na temo nekega dogajanja, nekega stanja, neke ideje, je groteskno, bizarno, smešno. Normalen človek se čudi, kako lahko nekdo take neumnosti govori. Gre za neutemeljene domneve, špekulacije, prežete z adrenalinom, torej z neko senzacijo. Vselej se govori o nečem
velikem ali pa velikem. Gre za v jedru vseh teh teorij zarote za a priorno zoperstavljanje uradni interpretaciji nekega dogodka oziroma dogajanja, nekega stanja ali pa lahko rečemo neke namere. Ti, rečem jim lahko, zarotniki v svojo razlago vselej vtkejo še sam vzrok oziroma namen dogodka, tega dogajanja, tega stanja, te neke skrite ideje. Ko oni to interpretirajo, se povezujejo z nekim skritim namenom oziroma vzrokom, zakaj se nekaj dogaja. Zakaj je neko stanje tako oziroma neko družbeno dogajanje, ki ima nek smisel. Ti interpreti, ti zarotniki vselej pojasnjujejo, zakaj se nekaj dogaja, s tem namenom, z vzrokom, zakaj se to dogaja. Nekdo, ki ni zarotnik, proba z neko zdravo kmečko pametjo ali pa neko znanostjo, z nekim znanstvenim konceptom nekaj razložiti. Ti zarotniki pa vselej razlagajo tisti fenomen, ki ga razlagajo, tisto teorijo zarote, tako da vse skupaj v jedru povezujejo z vzrokom oziroma namenom, zakaj se nekaj dogaja. Zarotniki zagovarjajo svoje te teorije zarote natančno na tak način. To je nezavedno premišljeno, prežeto številnimi racionalizacijami, kognitivnimi disonancami, kot se reče. Natančno tako to delajo, da se jih ne da ujeti v to zanko samoprevare, avtoprevaralnosti, kot se reče. Zdaj, teorije zarote kot ime poznamo par desetletjih, ampak teorija zarote kot fenomen, ki ga boste tokom predavanja dobro razumeli oziroma koncepte, s katerimi bom jaz to razložil, vam bo povzročili neko razumevanje, da boste videli, da je prav legitimno trditi, da so se teorije zarote dogajale skozi vso človeško zgodovino, le da niso imele tega izraza. Tudi v srednjem veku, ko je bilo kar precej teorij zarote, ni bilo to ime teorija zarote. Ko sem jaz študiral iluminate, pa prostozidarje, masone, ki so se pojavljali tam v začetku drugega tisočletja, okrog leta 1000. Prostozidari so bili v resnici neki graditelji katedral, ki so bile modne tam okrog leta 800, 900, 1000. In imeli so te prostozidarji moč, ampak potem so pa to moč izgubili in so želeli še imeti neko moč. In so imeli dejansko neka združenja, skozi katera so hoteli ohranjati neko nadvlado oziroma nek privilegiran položaj za vsako ceno. In potem so se določeni razlagalci neke stvarnosti upirali neki uradni interpretaciji, da cerkev to pa to hoče, In potem so rekli, da so to pa prostozidari, ki perpetuirajo neko čudno idejo oziroma nek skrit namen. Ampak vloga prostozidarjev se je začela krepiti v obliki teorij zarote šele pozneje. Recimo, tudi dan danes se govori o teh iluminatih pa prostozidarjih, da so, botrovali francoski revoluciji ali pa odkritju Amerike. Se pravi, tam, kjer neka senzacija, kjer obstaja dan danes skrita razlaga, torej razlaga uradna, se vedno vzpostavi še skrita razlaga. Vseh zgodovinskih obdobij za nazaj, torej ne samo francoska revolucija, recimo ameriško dogajanje, ameriška državljanska vojna naj bila povezana v teh teorijah zarote z iluminati, s prostozidarji iz Evrope. Neka združenja so bila, ampak niso imela nikakršnega vpliva
ampak danes ti zarotniki prečesavajo to zgodovino in vselej najdejo neka drugačna videnja, drugačne razlage. V samem srednjem veku, ko še ni bilo znanosti, v tako imenovanem predznanstvenem obdobju, so pa ljudje, razmišljujoči ljudje, ki so želeli nekaj vedeti, so mnogi kovali neke drugačne teorije, drugačna videnja, vse so špekulirali in za nazaj bi se dalo prečesati vse te dogodke in vse te razlage in mnoge od teh razlag gravitirajo te teorije zarote. Zdaj, tudi Egipt ali pa mogoče tudi Kitajska, ampak mislim, da za Egipt se ve, da je bil tako rekoč prežet z raznimi teorijami zarote, ker takrat ljudje niso bili toliko pametni, da bi razumevali neko družbeno dogajanje, vse te faraone, vso takratno znanost. Ampak v srednjem veku, ko se je pa znanost pa dejansko rodila, ko so znanstveniki postavili teorijo nečesa, recimo, ne vem, epilepsije, na primer, so opozicijo teoriji epilepsije takoj vključili, recimo, obsedenje s hudičem, kar velja še danes. Se pravi, neke znanstvene interpretacije v srednjem veku so takoj dobile opozicijo, ker so se ljudje, razmišljujoči, zoperstavili uradni znanosti. To je jedro mnogih teorij zarote tudi danes. Se pravi, zoperstaviti se uradni znanosti. Zdaj, kdo so svetovno znani zarotniki? Tukaj vidimo dva. Eden najbolj znanih je že desetletja David Icke. To je nek, zdaj malo strokovno govoril, en patološki narcis, celo histrionik oziroma grandiozni narcis, ki je bil nekoč nek nogometaš in potem se je nekje hotel ven metati s tezo, da so raptili na zemlji, ne zemljani. In v tem tvezil razne teorije, smešne, groteskne, bizarne, ampak potem je pa prišel na geopolitiko, po kateri je znan tudi danes. Gostoval je ne samo v Klepet ob kavi, tam pri Jasmini Kandorfer, pa tam nekem bizarnem raziskovalcu Matjažu Obranoviču, ampak tudi v Studio City, pa ste pri Marcelu Štefančiču. To je ena velika farsa, bruka, tako rekoč, za celo nacionalno televizijo. David Icke, tale nogometaš, je bil gost v Studio City. Zdaj, Alex Jones je pa nek radijec. Jaz ga že spremljam tudi, celo več kot Davida Ickea. Več kot kako desetletje v času nastajanja teh filmov Zeitgeist. Je on imel tako bizarne teorije, da so meni kot razmišljujočem človeku pošiljali te videoposnetke, na katerih je tale Alex Jones, radijski voditelj, razlagal stvari na tako bizaren način, da sem mislil, da je človek iz norišnice ušel. Potem ga pa vidim, tako rekoč, desna roka Donalda Trumpa, v času COVID krize. To sta Trump pa Alex Jones sta bila glavna frenda. Tudi pri tem napadu na ta v Washingtonu je bil s tem Hammerjem, svojim avtomobilom, glavni, tisti vrač, znan, se je tudi napajal iz teorije Alexa Jonesa, ker ima radijsko postajo in dnevno bluzi vse te nebuloze iz registra teorije zarote. Zdaj, Slovenija ima kupico nekih zarotnikov, ne bom jih poimensko imenoval, so pa to redni gostje oddaje Klepet ob kavi, ki je bil nekoč na TV3, zdaj pa na Planet TV. Zdaj, kaj je še
ključno za razumevanje teorije zarote. Ključen je občutek tistih zarotnikov, občutek prikrivanja strani neke uradne avtoritete. To je bistvo teorije zarote. Ti zarotniki imajo vse občutek, da jim neka uradna avtoriteta prikriva resnico. Zdaj te zarotniki so posamezniki, ki se zoperstavljajo drugim nekim velecenjenim ljudem, znanim osebnostim, Bill Gates, Soros, Jeff Bezos, pa te veljaki z veliko denarja, so v njihovih očeh vedno v ozadju teh teorij zarote. Zoperstavlja se pa seveda tudi inštitucija ali pa organizacija, da imajo za bregom neko zaroto, nek skrit namen. In te zarotnike navdaja ta občutek, da je to 100% res. Se pravi, 100% verjamejo, imajo ta občutek, da jim nekdo nekaj prikriva. Jaz bom potem razložil, kje se ta občutek napaja. To je nekaj, kar lahko jaz osebno pogrešam pri Grušovniku. Je pa Grušovnik podobno govori kot jaz, da obstajata recimo dva ključna pogoja. Oziroma, jaz jih vidim, on sicer, Grušovnik ne govori toliko o tem pogoju senzacionalnosti, epohalnosti tega dogodka, o katerem se razpravlja, tega dogajanja ali pa stanja, ali pa neke ideje, te namere, mora biti senzacionalno. Pa mora obstajati uradna interpretacija strani neke avtoritete. To sta ta dva temeljna pogoja, ki bi jo jaz vtkal v to teorijo razumevanja tako imenovanih teorij zarote, v resnici gre pa za domneve zarote. Ta dva pogoja sprožita močan občutek, da uradna neka avtoriteta ali pa inštitucija zavaja svojo interpretacijo, ki je napačna, zavajajoča, da je tako rekoč krinka, fasada, laž. Ampak mora biti pa zadoščen pa še ta tretji pogoj, ta pa je tudi bistven. Ta pogoj pa je, da obstajati mora ta žrtev, ki se ujame v teorijo zarote, oziroma v to domnevo, ta subjekt, človek, ki dobi ta občutek. Se pravi, žrtev, ki je ujeta v teorijo zarote. In ta žrtev je morala skozi svoje otroštvo doživeti neko fatalno stvar. Ta pa je, pozneje bom razložil na kak način, ta pa je starševsko zavajanje v kontekstu ravno tako neke senzacije, hiperinvestirane, hiperlibidinalno investirane senzacije. V otroštvu je to kar nekaj teh adrenalinskih stvari, ki otroka begajo, in če se otrok fejst prizadeva sam pri sebi nekaj vedeti, in potem mu avtoriteta, to so pa starši, začnejo lagati, ga zavajati, se takim poznejšim zarotnikom zgradi nek fundament, na katerem v odraslosti zgradijo občutek teorije zarote, oziroma domnevo, da ga zavajajo, da je resnica čist neka druga, da obstaja nek skrit namen. Ta otrok se je v otroštvu na nek način uprl oziroma zoperstavil staršem, navadno so starši, ki zavajajo, s svojo avtonomno miselno dejavnostjo, ki je kontra starševski interpretaciji, neko opozicijo, kontriranje. Otrok, mali razmišljujoči otrok, vzpostavi, ko ga starši zavajajo v kontekstu nekih zelo pomembnih infantilnih dogodkov. Bom pozneje povedal, kje so te dogodki. Ta starševska zavajanja, lahko da jih je več, da starši kronično lažejo svojemu otroku, mora biti pa vsaj en adrenalinski, ta senzacionalistični dogodek. In ta dogodek skozi logiko neke potlačitve
predstavlja to nezavedno jedro, ki je ključno za potem tej žrtvi, tem subjektu, tem sužnju svoje nevednosti, vzbudi v odraslosti oziroma ga sili oziroma pahne ga v te spodletele občutke iz registra teorije zarote oziroma domnev zarote je bolj pravilno. Pri teh žrtvah, teh zarotnikih, se zgodi potem zaradi tega nezavednega jedra neka kognitivna disonanca. To pa pomeni nelogičnost v njihovem sklepanju. Nelogičnost pomeni, da ga zgrabijo določeni obrambni mehanizmi. Ključni obrambni mehanizem je racionalizacija. Banalno rečeno, nek zarotnik toliko laže sam sebi, da si kar verjame. To je obrambni mehanizem, racionalizacija ali pa intelektualizacija na našalnih bloden, recimo, je en obrambni mehanizem, ki omogoči, da se ljudje zakalkulirajo v svojem sklepanju. Neko logično sklepanje se jim prelevi v nelogično sklepanje in temu nelogičnemu sklepanju, nelogičnemu razmišljanju, ki ima sicer neko konsistentnost v sebi, vendarle ima, ampak če gremo pa korak za korak, pa vidimo, da je vse skupaj zelo nelogično, iracionalno. In te iracionalnosti, nelogičnosti se reče, tako prijel se je izraz kognitivna disonanca. Zdaj otrok, ko kontrira tem staršem, ima sam pri sebi, v svoji psihični realnosti neko zadoščenje, ko je spoznal, da ima on prav, starši ga pa zavajajo. Starši kot prve avtoritete se mu pa lažejo, ga zavajajo. In ta občutek, da on sam pri sebi s svojim logičnim sklepanjem, ker bi rekel, suvereno ve, da ima on prav, starši pa ne, in potem se to izkaže, da je to tako. Čez par... Sine moj, ki smo glih vadim PowerPoint na Zoomu in zdaj sam vadim. End meeting for all.